Danes je z Direkcije za ceste prišla za krajane stran razveseljiva novica, da bodo namreč še v letošnjem letu realizirali rekonstrukcijo ceste pri Velikem jezu oziroma tako imenovano šikano. Razveseljivo novico je predsednica KS Kamniška Bistrica Karla Ur sprejela z velikim veseljem, kajti že kar nekaj let opozarjamo na zgoščen promet, ki se odvija skozi to šikano in seveda te majhne, drobne ali pa mogoče tudi ne, trke, ki se odvijajo zaradi, bom rekla, nestrpnih voznikov, vendar se mi zdi, da je nekako prav, da se sanacija izvede, da se naredi nov most, kajti drugorazrednih občanov oziroma državljanov Slovenije in pa ta, bom rekla, nadimek za nas, mislim, da je treba postaviti pot, odpreti vrata široki množici, kajti vemo, da je naš kraj turistično tudi atraktiven. Vsi nekako poznajo naš kraj po Kamniški Bistrici, po Veliki planini, po prelazu Črnivec. Skratka, imamo toliko nekih destinacij turistično privlačnih in že predno vstopijo ljudje v te destinacije, naletijo na oviro na Velikem jezu. Veseli me in seveda tudi vse nas krajane, da je končno nekako zelena luč iz državnega nivoja. Direkcija za ceste nam je danes sporočila, da se bo v letošnjem letu uredil tudi ta problem na tej zgoščeni šikani. V KS Kamniška Bistrica po letošnjem letu načrtujejo še nekatere druge investicije. Med njimi tudi gradnjo pločnika za pešce v spodnjih stranjah. No, nahajamo se pred, bom rekla, spodnjimi stranjami, kjer bo letos končno nekako tudi zaključek tega pločnika zgornje stranje, spodnje stranje in direktno za mostičkom pride še otok za umiritev prometa in seveda zaključek pločnika potem za izvoz oziroma uvoz spodnje stranje Mostovnik. Veseli me, da se je v bistvu tudi občina angažirala pri vseh teh dejavnostih in nam nekako zagotovila sredstva. Vsi skupaj pa upamo in želimo, da tudi država drži svojo besedo in nam v letošnjem letu zagotovi sredstva sofinanciranja otoka za umirjanje prometa in tega mostička pri tem delu, ki se vidi. Zelo pomembna investicija je tudi rekonstrukcija ceste na Kregarjevem proti Županim Njivam. No, po planu je rekonstrukcija predvidena na začetku avgusta, tako da bo končana do začetka šolskega leta 1. septembra. Jaz upam, da bodo zadeve stekle v pravem roku, kajti potem je prevoznost avtobusa za šolarje, ki obiskujejo osnovno šolo Stranje. Seveda bo pa potrebno v tem terminu, ko se bo gradnja pričela, torej da pospravijo ta stari del asfalta in to zgornji sloj in seveda potem pripravijo novo utrditev in novo preasfaltacijo, bo potrebno potrpeti in seveda tudi ljudje, ki so iz tega območja, nekako prisluhniti vsem, da pridemo do nove preplastitve oziroma do novega dela cestišča, ki je dotrajan do konca. Nekako se dogovarjamo še, zdaj to še ni čisto točno, kako se bo stvar pokazala, ko odprejo zgornjo plast asfalta. Mogoče bi bilo pametno razmišljati tudi o kanalizaciji in novem vodu vode, kajti tu se mi zdi, da je še stari del azbestnih cevi, čeprav če so nekako pri miru, da niso škodljive, ne vemo pa, kaj bo pokazala slika, ko odprejo cestišče. In kako cesto občutijo krajani? Da se hiša trese, to prekuta. In ne vem, kjer je ostorto, da kutabe. Sem nesla mlek, da naložim tako lepo krova, da ta rukar me je odkrije. V glavnem hoduje tla. Cesta hrda, voda teče, iz potoka tekva tla čez dol. A kada gre dež? Ja, pa seveda, pa nobene mude, ne vem, potres po noči, sploh ne smemo nič v parkimetri, te povem, ne vem nič. Hkrati ob teh načrtovanih investicijah pa se krajani s hvaležnostjo spomnijo na že realizirane investicije, med njimi rekonstrukcijo ceste proti Zagorici. Smo
v tem perečem ozkem grlu poti od mostu do Galjota. Veseli nas, da se je končno ta del razširil. Kot vidite sami, se je dan, kot temu rečemo doma, naredil, kajti razširitev je bila potrebna iz vidika varnosti pešcev in nasplošno voznikov. Mogoče pa je opozorilo, da kljub temu, da se je zdaj cesta razširila in naredil pločnik, opozorilo za voznike, naj to ne velja, da bi se povečala hitrost, ampak naj bojo pozorni vozniki predvsem na te nebogljene otroke in pa seveda pešce v prometu. Upamo, da se bo drugi del oziroma druga faza te izgradnje in tega projekta nadaljevala v prihodnjem letu. Nekako v srednjeročnem obdobju pa načrtujejo v Stranjah graditev novega mostu čez reko Kamniško Bistrico. Tem časom, to se pravi 28.6., so nam bila predstavljene 3 opcije za izgradnjo novega mostu, hodnika za pešce ali nekega ožjega dela za pešce in kolesarje. No, odločili smo se vsi skupaj, smo bili enotni nekako, da pride v poštev popolnoma nov most, ki je nekako pretočen za dvosmerni promet in zraven za pešce in pa kolesarje. Kajti ob prometu, ki se vrši skozi ta most, je to nekako neobhodno potrebno. Sami pa vidimo, da je tudi most že dotrajan, ker njegova letnica seže tam nekje okrog 1918. leta in je prav, da razmišljamo o popolnoma novem mostu in popolnoma novi konstrukciji, ki bo zagotovila nekako čisto pretočnost, da se ne zaustavlja. Obenem je bilo naročeno projektantom, da izdelajo popolno nove načrte, nove projekte, ki bodo pokazali tudi neko realno sliko, da se promet odmakne in zavaruje tudi pred šolskim dvoriščem. Kajti cesta regionalna se nahaja tik ob šolskem igrišču oziroma dvorišču in je zelo, zelo nevarna, kajti gosta pretočnost je potem nevarnost tudi za vse te naše nadebudneže mlade, ki prihajajo in odhajajo iz šole. Konec koncev se bo premaknilo tudi po vsej verjetnosti tudi avtobusno postajališče in s tem nekako bodo poskušali pridobiti na neki širši ali pa odmaknjenem cestišču od šole. Šla bo pa ta trasa tukaj, a ne? Ta trasa, ta odprt del se bo nekako odprl, tako da ne bo tega hudega ovinka, ampak bo nekako v projekt most prišel malo bolj odprt proti tem delu. Za menoj se vidi novi del urejenega cestišča lokalne ceste, ki ga je financirala občina Kamnik in krajani si želimo in upamo, da nas bo država čim prej uslišala tudi pri novem mostu, ki bo odpravil te težave, ki jih imamo zaradi nevarnosti vseh udeležencev, ki so in seveda tudi zaradi prometa, ki se nekako oži in ni pretočen zaradi tega enosmernega mostu.